Vaša zbornica v letošnjem letu praznuje dva častitljiva jubileja, 50 in 65 let. Kakšna je bila sploh prehojena pot te same zbornice? Tako je, območna obrtno-podjetniška zbornica Jesenice praznuje 50 let svojega obstoja. Začetki organiziranega združevanja jeseniških obrtnikov pa dejansko segajo 65 let nazaj, to se pravi v letu 1954, ko je bilo ustanovljeno Obrtniško kulturno društvo Jesenice. Naše poslanstvo je, da pomagamo obrtnikom z raznimi izobraževanji, seminarji, smo nekakšna vez, skrbimo za interese obrtnikov, predvsem, da jih sliši politika, ki nekako oblikuje zakonodajo, kajti obrtniki in podjetniki predstavljamo pomemben del slovenskega gospodarstva. Območna obrtno-podjetniška zbornica Jesenice danes šteje približno 264 članov. Moram povedati, da je članstvo sedaj v zbornici prostovoljno in se nam v zadnjem času postopoma zopet povečuje. Katere občine obsega obrtno-podjetniška zbornica Jesenice? Naša obrtno-podjetniška zbornica dela oziroma pokriva območje občine Jesenice, Kranjska Gora in Žirovnica. Tako da dejansko smo pomoč obrtnikom in obrtnicam, podjetnikom in podjetnicam od Rateč do Rodin. Kakšno pa je stanje pri vas v podjetništvu zdaj v letošnjem letu? Moram reči, da je tako podjetništvo kot obrtništvo v današnjem času zelo dobro, kajti veste, da je na splošno gospodarska rast velika in tako je tudi na področju obrti in podjetništva. Želimo si pa kljub temu več posluha države in zakonodaje. Še so pa panoge mogoče, ki se razvijajo, ki so zanimive zdaj za te vaše člane? Na tem področju bi mogoče poudarila, da bo potrebno nekaj narediti v smeri, da bodo zopet zaživeli obrtni poklici, ker tukaj pa dejansko primanjkuje kadra oziroma ni izobraževalnih programov, ki bi nudile te obrtne dejavnosti oziroma poklice obrtnih dejavnosti. Tukaj dejansko bo potreben nek nov poudarek pa nova spodbuda, da se bo tudi na tem izobraževalnem področju več od dijakov odločilo za obrtniško izobraževanje. Gre obrt iz roda v rod, kot radi rečete? Moram reči, da tudi na našem področju je kar nekaj obrtnikov, kjer se tradicija prenaša iz roda v rod, tako da dejansko njim pa moramo izreči resnično pohvalo in priznanje, da ohranjajo tradicijo. Nekaj let nazaj pa so obrtniki izstopali iz vaše območne obrtno-podjetniške zbornice. Veste kako, članstvo je bilo nekaj časa obvezno. S spremembo zakonodaje, ko je članstvo postalo prostovoljno, se je nekaj članov izčlanilo, moramo pa ugotavljamo, pa da obrtniki in obrtnice, podjetniki in podjetnike ugotavljajo, da je članstvo dobrodošlo, ker jim dejansko na ta način mi pomagamo z raznimi izobraževanji, specifičnimi svetovanji, z informacijami o novostih in tako naprej.